Bor Zaviršek, lep pozdrav v Birmingham, Združeno kraljestvo. Pozdravljen, kako si kaj? Super. Nekdanji sošolec faksa in prijatelj, to slednji upam, da ne nekdanji, ne, ampak še aktualni, kljub temu, da se v zadnjih letih ne slišiva in ne slišimo več tako pogosto kot v brezskrbnih študentskih letih. Za nekoliko bolj domačen in prijateljski uvod, recimo v novo sezono oddaje Globalna vas. Sicer pa nesojeni diplomant novinarstva, ne, in po spletu okoliščin, ki jih bova kmalu razložila, zdaj že nekaj let izseljenec, gastarbajter v Birminghamu. Vljudno pozdravljen še enkrat in dobrodošel. Mogoče najprej, kot pritiče uveljavljenim pravilom klepeta, tako v tukajšnjem kot v vašem, tamkajšnjem otoškem kulturnem prostoru, kakšno imate kaj vreme? Sprašujem skoraj da malce privoščljivosti in v upanju, da ne boš da rekel, da je čudovito, ker tu nas je tale prehod v jesen, ki v bistvu ni bil toliko prehod, kolikor prosti pad, kar prizadel. Ja, moram te razočarati. Zunaj je sončno, kar je zelo netipično za Anglijo, seveda. Imeli smo zelo lepo poletje, zelo drugačno od lanskoletnega, recimo. Lansko leto sva šla s partnerko sredi poletja na grobo. Na kratek dopust v Wales, pa je bilo hladno, zeblo naj je vseh 5 dni. Zdaj pa lepo, imeli smo lepo toplo poletje, brez pritožb. Ja, brez pritožb s tvoje strani, kako ga pa doživljajo Angleži, kako se spopadajo z visokimi temperaturami, ker v zadnjih letih smo prebirali lahko tudi novice od tam, ne? Češ da vročinski valovi hromijo normalno delovanje družbe. Tebi sta znani obe pojavni obliki poletne vročine, tako ljubljanska kot birminghamška. Kje ti je kot neravno prijatelju poletja huje, pa Angležem recimo, no? Seveda v Sloveniji. V Sloveniji dan današnji ratuje že malo preveč, vsej za mene osebno. Tukaj pa vročinski valovi so kratki, trajajo kakšen teden. To so temperature, ki se redko posprejo v 30, je pa res, da je vlažnost je pa izjemno visoka tukaj in te kar potlači proti tlem, bom rekel. Iz tega vidika je to težje dojemati, kot bi v Sloveniji bilo, ker je ta suha vročina in se nekako lažje človek giba skozi dan, bom rekel. Ja, pa ne vem, če sem že kje, razen v Angliji, videl toliko ljudi v japonkah, recimo sredi marca, pri 5 ali pa 4 stopinjah Celzija, tako da verjetno mora precej bolj boleti, če si tako uravnan, ne? Mi ne zgleda, da so oni nekako pripravljeni na vse. Sredi zime v kratkih hlačah, pa te tudi v poleti ne bo vroče, ko boš v kratkih hlačah. Čudno, ampak taki ljudje so očitno Angleži. Si sicer opazil, čisto tako po lastnem občutku, da se je vreme, odkar se tam kaj spremenilo? Je tudi več kakšnih ekstremnih vremenskih pojavov, kot so poplave in podobno? Zdaj v teh tednih se spet prebujamo v drugačne dneve, kot smo jih bili vajeni pred desetletji, ne? Po celi Evropi pravzaprav. Ja, to sem bral, da ste na kontinentu spet v bolj poplavni volji, ampak v Angliji pa trenutno ne. Moram tudi reči, Birmingham je malo bolj na nizkih hribčkih, tako da zelo lokalno definitivno nimamo teh težav. Je pa bilo v drugih krajih v Angliji, je bilo nekaj več v zadnjih letih, predvsem poplav. So pa seveda tudi kdaj kakšni čudni vremenski pogoji. Recimo, mislim, da 2 ulici stran, od kjer zdaj živim, ampak to je bilo pa že 15 let nazaj, je bil zelo lokalen tornado, ki je razkrival strehe in kar nenavadno, sploh za Anglijo, bi rekel. Kakšen je Birmingham? Kako bi ga predstavil nekomu, ki morda zanj še ni slišal ali pa nikoli o njem kje kaj videl, prebral, pa recimo tudi ne gledal tiste še kar uspešne TV serije Peaky Blinders, naprimer. Tam se zdi, da mesto kar zažari v vsem svojem sijaju in industrijski krasoti, ne? Zdaj, človek, ki si je ogledal Peaky Blinders, pa bi sem prišel v pričakovanju tacga okolja, bo razočaran, ker gre za zelo moderno zahodno mesto. Veliko je stekla, jekla v samem središču mesta. Zdaj, potem, ko greš malo ven iz centra, so pa enodružinske hiše, vse v rdeči opeki grajene, kar moram reči, da se mi je že po enem letu bivanja tukaj se mi je začelo zelo, zelo dolgočasno to zdeti. Ena hiša enaka drugi. Mesto samo je zelo zanimivo, predvsem kar se tiče ljudi, zelo multikulturno. Mislim, da nekje 1/4 prebivalstva sploh ni rojena
v Veliki Britaniji, je pa, mislim, da edino mesto v Angliji, kjer je več nebele populacije kot bele. Pa tudi po četrteh je mesto dokaj razdeljeno in imate kaj, muslimansko četrt, kitajsko četrt, še kaj? Ja, vse to opaža, ne bi rekel glih, da je celotna muslimanska populacija v eni četrti. Jaz sam živim recimo v eni taki bolj muslimansko obarvani četrti. Sicer se ne pozna toliko, bi jaz rekel to. Večina populacije se je zelo anglikanizirala. Med sabo se seveda pogovarjajo v svojih jezikih, svojih dialektih. Recimo prav ta moja četrt je zelo pakistanska, pa vsi Pakistanci, ki se priseljujejo sem, težijo k tej četrti. Vem, da je veliko Sikov, bogata je karibska skupnost. Ni, da ni, srečaš ljudi iz vsega sveta. Dobro, in to je, recimo, z tvojega vidika morda zanimivo v smislu, koliko tega lahko različnega doživiš, morda tudi poješ, ne? Ker Britanija ravno ne slovi po neki prav dobro razviti kulinariki, vendarle pa nekako združuje vplive z različnih tokov sveta, ne? In to se v Birminghamu lepo pozna. Ja, ne, britanska hrana res ni vredna veliko. Recimo zelo je smešno, kako so prejadrali cel svet, prenesli nazaj vse možne eksotične začimbe, zato da njihova hrana preprosto nima nobenega okusa. Tako da je zelo lepo, zelo veliko različnih stvari sem probal v tem mestu. Meni je bil eden izmed vrhuncev kulinaričnih je etiopska hrana. Super, zelo zanimivo. Večinoma temelji na nekem takem kislem, ploščatem kruhu, ki ga imajo, ki je center celotne njihove kulinarike. Kariji so seveda, kot v celi Angliji, ampak kot sem že rekel, tukaj je močna pakistanska skupnost in kariji so izjemni, no. Zelo dobra hrana. In tudi izjemno originalni, kot sem imel priložnost poskusiti in ne pojesti do konca zaradi pikantnosti. No. Ja. Tebi še kar gre, ne? Ti si že poskusil tisto njihovo originalno stopnjo pekočnosti? Originalno stopnjo pekočnosti, ja, s tem sem že kar v redu. Je pa zabavno, da lahko dobiš tudi bolj pikantno hrano, to pa sploh ne izhaja iz njihovih območij, ampak so si jo zmislili in zaželeli Angleži, ki so v svojem lovu okusne hrane očitno šli predaleč. Večgeneracijski manko teh začimb pa zdaj kompenzirajo nekateri. Tako. Zdaj pa prinašajo noter posamezniki. In izboljšujejo narodno povprečje. Bor, zakaj si šel v tujino? In kako to, da prav v Birmingham? Pa jaz sem po osebnosti sem bolj zapečkar, tako da že iz osnove sem si malo postavil izziv. Pa pejmo, pa se nekam preselimo. Pejmo ven iz Slovenije, da vidimo malo sveta. Anglijo in specifično Birmingham sem si pa zbral, sem imel zelo srečo, da je moj dober prijatelj študiral v bližnjem mestu, živel pa v Birminghamu, kar je mi omogočilo, da sem se zlahka sem preselil. Drugač bi mogel, mislim, da preden bi se vsi dokumenti zrihtali, kar bi rabil, da odprem bančni račun, da začnem najemati, bi mogel verjetno 3 tedne, mesec bivati v hotelu. No, tako da sem pri tem svojem prijatelju prebival kratek čas, si zrihtal dokumente in potem začel svoje življenje tukaj. Našel službo seveda, ne, to je bila ena prvih stvari, ampak že ko si šel, si šel z namenom, da se vrneš. Torej, živeti in delati si šel tja, pa mogoče celo bolj v obratnem vrstnem redu. Vsekakor ne žurirati, ne, z načrtom, da privarčuješ nek spodoben kupček sredstev, zato da si boš lahko potem uredil življenje tu v Sloveniji, oziroma, če smo direktni, da privarčuješ za eno stanovanje v Ljubljani, ne, odkoder prihajaš tudi izvorno, kako daleč si od tega cilja in morda še bolj pomembno, kako daleč misliš, da bi bil, če bi ostal tu? Mislim, da bi bil dalj, če bi ostal v Sloveniji. Moram pa reči, da žal, kakor se gibajo cene, sem bližje temu, ne bom pa rekel, da sem točno tam. Ok, razumem. Bom pa rekel, je pa kle, stanovanjska problematika je manjša. Cene so v primerjavi z zaslužkom bolj spodobne. Mi recimo smo sicer bivam v hiši, še z 2 drugima Slovenkama. Seveda smo vsi odrasli, vsi imamo službe in med nami 3 si zlahka prvoščimo celo hišo in
tudi našparamo nekaj denarja za raznovrstne hobije in čisto za bančni račun samo. Pa nasplošno, katere vsakdanje stvari, poleg najemnine, cen v trgovinah in teh z denarjem povezanih zadev, bi rekel, da še vplivajo na kakovost življenja ali pa življenjski standard in kako se lahko primerjajo tukajšnje razmere s tamkajšnjimi, v katerih pogledih je recimo življenje v Birminghamu boljše kot v Ljubljani, bolj ugodno in obratno? Pa bolj ugodno je po čistej finančni plati, ampak jaz bi rekel, da je življenje v Sloveniji bolj prijetno, bolj sproščeno, počasnejše bi rekel, kar mogoče pride s tem, da živim zdaj v velikem mestu. Ampak ja, pogrešam to sproščenost, ki jo imamo bolj v Sloveniji, tak občutek skupnosti. Polno občutek, da smo povezani s svojim sočlovekom v Sloveniji, kot pa tukaj. Še kaj, razen tega zelo človeškega vidika, ki seveda ni zanemarljiv oziroma je verjetno ena poglavitnih plati življenja, ampak dostopnost narave ali kaj takega, to pogosto poslušamo od naših gostov, da pogrešajo. Ti, kaj tam manjka oziroma kako je z dostopnostjo kakršnihkoli naravnih parkov ali pa neokrnjenih kotičkov tam? Seveda, o tem sem razmišljal že večkrat. Povezanosti z naravo je definitivno manj, tudi manj je priložnosti iti v naravo. Se moraš kar na vlak usesti, pa se nekam odpeljati, da to imaš, ni tako kot v Sloveniji, ko stopiš ven iz hiše, se 10 minut sprehajaš, pa si večinoma že nekje v naravi. Tudi je smešno, se mi vsakič znova se tega zavem, ko pridem nazaj v Slovenijo, kako zelo za samoumevno Slovenci jemljamo to, da ko gor pogledamo, pa vidimo gore nekje v daljavi. Ker klele, kjer jaz živim, je samo nebo vse naokrog. Kar premalo utesnjen se počutim, bom rekel. Dobro, razumem, preveč odprto, vse do horizonta in to z vseh strani. Mimo grede, vem, da si tudi relativno navdušen vrtnar oziroma vsaj priden vrtnar si bil, dokler si bil še tukaj v Ljubljani. To še kaj nadaljuješ tam oziroma imaš to možnost sploh? Sem, še to počnem. Na srečo živimo v hiši, imamo lahko majhen vrtiček, kar je bolj nenavadno kle v Angliji kot v Sloveniji, kjer se vsak skoraj ukvarja z vrtninami, z pridelovanjem svoje lastne hrane. Tukaj te kar malo čudno pogledajo, ko rečeš, imam svoj vrtiček, ampak ne kosim trave, ne gojim cvetlic, ampak imam malo solate pa nekaj zelja. Aha, to je čudno. Bolj nenavadno. Bom še enkrat poudaril, v večjem mestu pa sploh. Marsikdo, sploh mlajše populacije, ima kar malo problema povezovati hrano z tem, kako se jo pridela, kako se jo pridobi. Pogovarjamo se z Borom Zavirškom, 34-letnim Ljubljančanom, ki se je preselil v angleški Birmingham v iskanju službe in svojega prostora pod soncem pred koliko že? 7-8 leti? Mislim, da je glih septembra mogel biti 7 let. Ja? Za gastarbajterja sem te označil uvodoma, narobe ni, ne? Nisva pa rekla, kje delaš? Še vedno v skladišču, tiste neke večje trgovske verige? Ni narobe, sem gastarbajter, seveda. Še vedno delam tam. Mi je prijetno, sproščeno delo to. Solidno plačano, nekaj, kar v Sloveniji ne bi bilo solidno plačano, je tukaj omogoča kar spodobno življenje. Imam rad to sproščenost. Si lahko bolj konkreten, torej govoriva o delovnih pogojih, ko govoriva o sproščenosti? Gre za nestresno službo, kar je meni pogodu. Razumem, ampak je vseeno praksa, v Britaniji malo bolj kot tukaj, da se večkrat menjava službe, ti nisi prav nič zamenjal, najbrž ker ti v osnovi torej ustrezajo delovni pogoji, ampak tudi so možnosti za napredovanje tam kaj boljše kot pri nas, pa se zato splača vztrajati pri istem delodajalcu? Če ne bi nameraval iti kmalu nazaj v Slovenijo, bi si lahko zgradil kariero pri mojem delodajalcu. Mnogo manj gledajo na papirje, pa mnogo bolj na sposobnost. To je kar cenjeno. Kako torej, da si ne želiš oziroma si nisi želel ostati tam do pokoja recimo, ali pa še dlje, tudi penzijo tam preživeti? Pa nikoli nisem to planiral že iz osnove. Meni je bilo vedno zelo prijetno in zelo lepo živeti v Sloveniji.
je pa kle tudi faktor, kar sva se s partnerko že večkrat pogovarjala, je veliko bolj prijetna država za vzgojo otrok Slovenija. Tudi imam občutek, ko se pogovarjam z raznimi ljudmi, je vsej osnovno šolstvo na Slovence naredi bolj razgledano. Več vemo na splošno. Ja, seveda Britanci nas seveda potem pustijo za sabo na univerzitetni ravni, ampak ne moreš imeti vsega. Ne moreš imeti vsega, ampak to, na kar si namignil, hočeš reči, srečal si, tam v Birminghamu veliko ljudi, ki ne najde Velike Britanije na zemljevidu? Pa mogoče ni tako hudo, ampak... Slovenijo? Slovenijo bolj slabo. Kdo mogoče nas zna postaviti v ta prav del Evrope, potem, ko se mu omeni Hrvaško ali pa Italijo. Ampak, ja. Po čem si boš najbolj zapomnil Birmingham, torej po 7 letih? Predvsem po ljudeh, ki sem jih tukaj spoznal. Spoznal sem jih pa iz vse povsod. Ena mojih boljših prijateljic tukaj je seveda Poljakinja. Seveda zakaj? Seveda priseljenka, hočeš reči? Mislil sem zato, ker je toliko Poljakov v Angliji. Ja, drugače pa številne lepe trenutke sem preživel z veliko ljudmi, ki sem jih tu spoznal. In pa seveda doživetje. Dosti sem prepotoval Velike Britanije. Kaj še posebej fasciniralo od teh večdnevnih izletov? Škotska, definitivno Škotska. Ker? Zelo, zelo lepa narava. In pa malo bolj prijetni ljudje kot Angleži. Kdaj se vračaš? No, ujel si me v bistvu v zadnjem trenutku, vračam se s koncem tega leta. Lepo. Bor Zaviršek je bil gost oziroma prvi gost nove sezone oddaje Globalna vas. Hvala za to čast, Bor, da si nam pomagal uvodoma zastaviti en tak bolj sproščen in domačen ton tehle naših čezmejskih izmenjav. Pa se vidimo kmalu, ne? Ja, hvala tebi, Mitja. Lepo je videti, da še znam slovensko. Ti še kar gre. Če ne, bomo pa en obnovitveni tečaj organizirali. Super. Velja? Velja. Pa lepo se imej.